s računalniki na uporabo. Pozdravljeni, spet smo tukaj, podcast Akt je manifest, akcija. Torej, spreminjamo svet, spreminjamo pa najprej seveda sebe, kar je najtežje. Midva sva danes povabila v goste enega zelo posebnega človeka, ki ga, jaz mislim, da se o njem na koncu premalo govori, premalo vemo o njegovem delu, duhovitega prijatelja in, kaj bi rekla, izjemno bistrega človeka, pronicljivega, ki opazi vsak detalj, Milan Gačanovič Gačo. Ok, hello. Kostumograf, masker, Influencer. Influencer, ne? Dober, to pa. Maneken. Ja, tudi med drugim. Ja. Tako da obeta se zanimiv pogovor. Ja, zna biti, da bomo danes mogoče odkrili kakšno stvar, ki jo noben še ne ve, ker s tabo je verjetno malo drugače delati kot ostalimi. Jo, kako sem vesela, kako sem vesela. Danes imamo tudi Maja, se veš, Ja, Maja pa. Sprašuje tista, veš kar. Maja je zdaj Joker, no, videla, ker ste se poznate iz teh talk showov in tega, ne. To, da bomo rekli, da je Maja skriti Joker, ja. Ja, pozna biti malo zajetale, ne? Ja. Se zato ga imamo. Ne, pa se jaz mislim, da smo tle zbrani le ljudje, ki mislimo zelo podobno, no, tako da. Ja, in to z različnih vetrov vidiš v bistvu, kako se pokrivamo, kako se zavohamo, ne? Tako kot kuški, a veš, kot neke, ne vem, kako bi rekla. Sam veš kako, mi se zavohamo zelo hitro in te zadeve, ki so hitre, obstanejo. Veš, in zadeve, ki pa človeka čekiraš predolg časa, potem že nekaj ni v redu, če ga moraš čekirati. Mi smo se vštekali, ne? Ja. In to je to, ne? In mi, da se poznava kar nekaj mesecev, let, ne, ja. Čeprav še zdaj nisem videl ene fotke, ker sem jo obljubljal. Zdaj te bom peljala v kleti, mamo. Ne, midva sva delala nekaj, se ljudje verjetno ne vejo. Pred tolikimi leti in pa sva pred letom pa ugotovila, da je dejansko se to delala in pa si rekla, da boš najdla to fotko. No, Ja, namreč, Kaj sta delala, če ni skrivnost, ja. Govorimo, veš, tudi L'Oreal so me pred leti za barvo za lase, ampak 20 let nazaj. Če ne več. Če ne več, ja. In sem jaz to, mislim, Gačo me na liču in frizurco, Dubokovič je snemal, mislim, posnel fotko in potem sem jaz vem, da moje francoske prijateljice so rekle, a ti delaš za L'Oreal, razumeš? Ta se pa sploh zavedala, nikva dela. Kot se itak nikoli, ne? Ja. Kaj je že rekel, zadnjič nama je v Drami razlagal, kdo je nama že razlagal? Krnetič, da ne more pozabiti, kako imam jaz vse nagrade, ki sem jih dobila v življenju, spravljene na WC-ju, pred WC-jem, obešene in pa v kleti. Ja se spomnim, ne? Kao, to pove. A veš, to bi mogla imeti ipak na steni, ne? Ja, tako da bi si videli, ne? Pisarni zadnji. Ne, veš kaj fora, ljudje se ponavadi danes dičijo, kot se temu reče, z stvarmi, ki niso pomembne. Ona pa ima stvari, ki so pomembne, pa se ne pohvali. Veš, to je napaka v današnjem svetu. To je tudi. A razumeš? Mislim. To je tudi jaz, ki te poznam dolg časa, je bilo to, veš, kaj ona ni imela občutka, da je, mislim, to iz tebe prihajalo ven, ne, kot sem jaz videl, ker sem te poznal dolga leta. Smo govorili, dej, sprejmi to, bodi vesela, dej reklame, delaj vse. Ona se nikoli ni počutila, da je vredna, da to kaj pomeni, a veš. No, zdaj pa, ki je že malce kakšno leto starejša, pa mogoče jo bomo celo uspeli prepričati. Ne, ker se spomnim, tudi mi, da so se lani spet srečala, se spomniš, ko so naj povabili v ta šov, kdo si ti, ne, in tega ti nam pozabila. Ven me je odpeljal, tam smo pomerjali obleke in mi je rekel, Zvezdana, najbolj sem bil vesel, ker sem videl, da si ti zraven, se spomniš, kaj sem to rekel? Ne, mislim, a veš, midva dejansko se nisva, mislim, v mestu se mogoče, kdaj videla, tako. Tam smo imeli pa dejansko nek čas za spoznavanje, ne. Mi smo bili dejansko v nekem obdobju, ki je bil taka karantena, da je to neverjetno, ne. In takrat smo dejansko spet padla v ta fluid nek, ne, in pa so ugotovila, da so v bistvu zelo pogrešala, ampak nisem vedela, kaj pogrešala. Mislim, zelo enostavno v bistvu, ne. Ja. Meni je, veš kaj, moram reči, ko smo snemala, veš, je bilo tako zelo, oni so od nas zahtevali, da bi bili smešni, pa malce neumni, pa tako, a ne? In ti si bil prav, a veš kako, jaz sem imela, čeprav je bil v nasprotni ekipi, ne,
tam res zaveznika in prijatelja. Ja, to je res. Mislim, to je tako, če jaz nekoga čutim, ga nekako ne, da ga dezam pod okrilje, ampak ga imam nekako pri sebi in če ga kdo napade, ga branim. Pa to se mi zdi, da bi mogli vsi frendi delati, ne, konc koncev. Ja, ne, pa imam tudi občutek, da prav za ženske tako, da imaš izjemen občutek za ženske, tudi za našo neumnost in tudi, naprimer, takrat, ko smo pa kakaj ustvarjalke, pa tako, da nas pol izbereš in znaš tako. Ne, veš kaj, jaz mogoče ravno zaradi tega imam zelo rad ženske, ker sem odraščal v matriarhalni družbi, ne, in s tem sem verjetno boljši občutek in večje spoštovanje do žensk lahko razvil, kot nekdo, ki v patriarhalni družbi živi in je potem ta odnos do žensk zelo specifičen, prej v negativo kot v pozitivo, ne, in v tem primeru se absolutno zelo hitro razvije ta klasičen slog ženske in moška dela in podobno. To so neumnosti. Midva z Nino se nikoli ne razdeljujeva delo. Ne? Vsak naredi tisto, kar pač ali ima čas, ali pa mu tisto bolj sede. In to je pomembno. Ne? Nimamo, ženske pomivajo posode, moški zabijajo žebu. Mislim, to nima veze, ne? Nikakršne. Ne? Keč je v tem, komu bolj leži neka stvar tisti dan. In to je poanta neke lepe zveze. To pa, da jaz čakam, zdaj pa ne bom mogel skuhati kosila, zato ker pač nekdo še ni pomil posode. To je bizarno. Pomil posodo, zrihti in da ona bo pa medtem kaj drugega. Mislim, ta deljenje na moške in ženska dela in ženske in moški spol je bizarn. Mislim, jaz tako gledam. Kaj pa, naprimer, kakšno je bilo tvoje otroštvo? Ti si z mamo rastel, pa z babico? Ja, več ali manj. Tako da jaz sem zaradi tega skozi z... Ja, jaz lahko, veš, kaj je. Ja, redo je. Pa mi mora pa še poudariti to, da ona lahko. Ne, hočem reči, ja, absolutno. In jaz sem spoznaval nek svoj svet drugače. Meni v življenju ni noben udaril kot otroka. Mi smo imeli zelo močno konverzacijo, ne, in to je zelo, zelo pomembno, ne, ker imaš si kakšen problem lahko izključno z dialogom rešiš, brez da bi karkoli drugega bilo potrebno. Ampak jaz gledam zdaj, kako starši vzgajajo otroke. Ne. Najlažje je reči, ne to delati, ne to, ne to, ne to. Ti samo ukaze daješ otrokom, ne. To je napaka. Ne. Ti moraš se z otrokom usesti, poglej, zakaj si to naredil, mogoče bi bilo fajn, da to in ko to otrok dojame, da ga ti smatraš kot sebi enakega, se tudi tako začne obnašati. Odgovornost. To je tako s tabo mama? Ja, sigurno, vedno. Kaj je bila tvoja mama? Mislim, morala biti, odkje tebi ta ljubezen do lepega, do estetike? Ne, moja mama je bila slikarka. In to je bilo verjetno ena od ključnih momentov v mojem življenju, da sem se začel baviti svojim poslom kot cene. Jaz sem dejansko tam vse barve spoznal, tudi tiste, ki sploh nisem vedel, da obstajajo. In ko sem bil star recimo 12 let cirka, je ona kaj narisala in mi je rekla, poglej, pa mi povej, kaj vidiš. Ne? Ampak ona je zelo nasplošno povedala, se pravi, ne kaj vidiš, na tej sliki je hiša, ne, tako, ampak kaj vidim, ne, ne. Še globje. Ja, sigurno, ne, in jaz sem prva stvar, to je mogoče ena zadeva, ki je bila mogoče takrat kot napaka, sem jo smatral, danes se ne smatram več, je bila to, da sem odkril napake. Ali pri kompoziciji, ali pri barvi, ali pri tem, napake, tako kot sem jih pač jaz smatral, da so, ne. In pa nisem kaj dosti razpravljala. Dala mi je čopič, no, da vidim, kaj boš naredil. Na ta način sem jaz vzljubil potem barve in zato sem danes, ko delam in masko in te stvari, posod uporabljam barve. Ne? In to je bilo ravno tisto, kar je mene potem sigurno pripeljalo od tega poklica, kot zdaj delam. In ti imaš celo eno teorijo o barvah. Ja, barve so, barve so... Fascinantno, Majo, življenje. Se sam poslušam zdaj. Ja, lahko Jaka, ker daš na njih kamero zdaj, bom jaz lepo poslušal. Ne, noče me zdaj Ja, mladičeka, veš. Veš kaj, jaz hočem me zdaj blazne monologo. Ne, to v barvah pa moraš. Barve so
barve nas obkrožajo, ne? To je dejstvo. Ampak barve so ključnega pomena v življenju, kako človek živi. Spravi, če ti živiš v nekem minimalističnem okolju, kjer je vse belo, a ne? Meni kot umetniku belina včasih paše, ko ustvarjam, ker če imaš ti belino, vse barve, s katerimi ustvarjaš, absolutno bolj vidiš. Ja. To je ena stvar, ki je osnova. Se pravi, jaz tudi v studiu imamo dosti beline, ali pa ne vem, doma, ko delam, je pač bela miza, zato ker kakršnekoli flikso materialov dan gor vidim barve. Se pravi, to je en aspekt, iz kako barve funkcionirajo. Druga stvar je pa, v kakšnem okolju živiš. A ne? Se pravi, jaz sem blazno rad bordo rdečo barvo, močno, vinsko, mislim, res taka močna temna barva. Pa temno zelena barva. To mi je ena to bi bilo že, ampak ta že ni, ta že bolj petrolej, recimo, ne? Ampak barve te umirijo, barve ti dajo, ali te umirijo, ali te pa ubijejo lahko, ne? Se pravi, naprimer, spalnica v rdeči barvi ni glih najbolj primerna, ne? Je pa, naprimer, zelena zelo pomirjujoča barva, ne? Naprimer, za WC, naprimer, za kopalnico je zelo primerna rumena barva. Ne? Ker je rumena barva, ne, to nisem mislil, ker si ti mislil, ne? Ta je sigurno rekel, če ima slučajno kdo drisko, ali tako. Nisem to mislil, ne? Ne, rumena barva je sončna barva in si veder rataš, ne, pri rumeni barvi. In pri rumeni barvi, če si vesel, ne, Si pa vesel, mogoče... kakaš. Pa ne, ja, no, glavnem. Lažje kakaš. Ja, si bolj vesel, tudi če ne gre kdaj, veš. Če si sproščen, ne, naprimer, če ti vidiš neko sonce, mislim, kam smo šli v Maloro, bio, pora. Takoj, No, skratka. Ti se malo miru, malo si že rdeča. No, se pravi, se fajn počutim. Se to prebarva. To spalnico, ne. Ja. Ne, rumene je konec, ne bomo več rumeni barvi sploh. Potem pa temno modra. Sicer moja osebna barva, ki je ne maram modre. Nikoli nisem se mi zdi ustvaril v življenju, ali ko sem se obuto oblikoval, če se spomniš, ne, naprimer. In potem pri kostumografiji zelo se izogibam modre barve. Ne vem pa zakaj. Ne? Modra barva je bila, viš, mogoče pa to od te moje vzgoje. Modra barva je bila zmeri moška barva. Ja, dojenček modro. Ne? In ravno zaradi tega sem rekel, zakaj mora biti to tako skolupirano, veš, zakaj? Modra barva mi je bila zmeri tako nekaj, ker nekako nisem maral modre barve. Veš? In ravno zaradi tega, jaz sem mogoče v vseh kolekcijah, ki sem jih naredil čevljev, se pravi, to je bilo njih 16, to je bilo res, to je bilo v bistvu 300-400 parov različnih čevljev, da sem jih naredil, ne? Je mogoče en čevelj moder. En ženski, pa en moški, ki je zlat z modro kapico. Ampak to je pa tudi vse od modre barve. Ampak gremo zdaj na tvoje basic vprašanje glede barv. Vsak človek izžareva neko barvo, a ne? Se pravi, to, da je nekdo zelo močna osebnost, recimo, pa da je zelo glasen, to ne pomeni, da si rdeč. Ne? Lahko si srebrn, lahko si bel. A ne? To so barve, če imaš močen temperament, ni to strogo povezano, da si rdeč. Ne? To narod majčkeno preveč posplošuje. Ne? Tiskaj je močna osebnost, ima barvo, ki lahko vpija druge. Ne? Se pravi, bela, srebrna, bež, to so vse barve, ki se lepo zlijejo z drugimi barvami, se pravi, vsak človek ima drugo barvo in na ta način se zlijemo skupaj. A ne? In barve, jaz vsakega človeka približno kar vidim, v kateri barvi je, se pravi, ne da bi zdaj hodil po cest, pa bila to pa neka profesionalna deformacija, drama, cela Maurica sem videl, ne moram več grem, ne, veš, ampak enostavno, ta prva barva je ona, ki jo vidim človeka. Absolutno tista prava barva je pa takrat, ko začnem z njim govoriti.
a ne? In tebi sem enkrat našel neko kombinacijo, vem, da je bila srebrna, v igri in še ena zelenkasta, nekaj tako je bilo, ne, če se motim. Se pravi, ti si neka umirjena oseba z močno strastjo, ki je v tej srebrni barvi pojavi se, in zato si ljudje zelo lepijo na tebe, dokler ne spoznajo zelene barve, ki te pa lahko zelo odbije, ker je pa zelo močna. A veš, ti imaš ta del izredno močen tukaj, ne? In ko človek pride do te tvoje zelene barve, če je šibek, kako že koli pomeni besede, ne? Da ne bo zdaj karkoli narobe, oziroma če si zanga premočna, se pa omakne. Na prvo žogo pa vsi skočijo na tebe. Potem s časom se pa lahko omaknejo. Naprimer, da to je v barve. Pa njega vidiš? On je pa, on je zelo drugačen karakter kot ti, ne? On je sicer zelo temperamenten, ampak on ima temperamentnost z ključkom. Ne? Se pravi, ti si lahko, ampak imaš pa ta ključ v sebi, se pravi, zdaj sem ful bil to, zdaj pa mogoče se moram malo ustaviti, ker ne vem, kakšna bo reakcija drugega človeka. Ja. Na tem zdaj delamo, ne? Na tem delamo, veš, da ta se ključek. pravi, ti lahko, ne bom rekel, da mora rešiti sam sebe daleč od tega, ampak ti lahko samo, veš, ti naprimer, ali zelo odpreš vrata svoje duše, ali pa čisto zapreš. Ti moraš zmeri na pol, tako da počasi spušči energijo, počasi, in potem boš imel to linijo skozi relativno ravno. Ne? Če jo pa zapreš, pa padeš. Ne? Se pravi, ti lahko naenkrat odtavaš nekam, potem pa na hitro, vidiš in potem v sebi rečeš, zdaj pa en prišel, čak da moram pa jesti. To imaš ti sistem, po mojem. Dobro, veš, da to mi je najboljši, počakaj, to mi je najboljši prijatelj, mi je 2 tedne nazaj, točno to povedal, z drugimi besedami, ampak točno to, kar si ti rekel, pa me pozna celo življenje skoraj. Tebe je fantastično srečati, ker imaš ta, veš, on ima zelo topel objem, energijo oddaja od sebe, fantastično. Potem pa kaj enkrat pogleda človeka, a se šel malo čez, pa se pa malo umakne. Jaz se tako vidim. Ja, ne se imaš prav, vsaka čast. Ne? In na ta način, ampak bova zdaj mogoče, v barvah si pa ti zelo kompliciran. Ponavadi, po mojih izkušnjah, kar delam z ljudmi, ima človek približno 2 barve ali celo eno. Neko osnovno. Ne? Ti imaš najmanj 3. Ker bi si mogel imeti, po moji oceni, mislim, da ne bom zdaj, mislim, da sem kakšen bladen strokovnjak o tem. Ne, zanimivo. Ampak zanimivo. Ti imaš najmanj 3 barve, zato ker imaš eno barvo iz tvojega nekega prejšnjega življenja, ki si se malo iskal, je bila ena barva osnovna. Potem si dobil drugo, ki si reševal barvo, dobil si pa eno osnovno, zdaj ta novo, ki jo moraš pa še odkleniti. Ne, jo moraš odkleniti, pa povarvati jo moraš. Se pravi, ti rabiš v bistvu, ne vem, po mojem še 3-4 meseca, pa boš uskladil vse energije v sebi. Ne? In to je zelo pomembno. Drugač barva, on ima na primer neko oranžno, se pravi, to je strast pred izbruhom. Jo imaš, ampak jo moraš odpreti. To je prva. Druga je belina čista, to pomeni, da si lahko zelo miren, zelo odsoten in se zelo zapreš v sebe. Ja. Ne? Ja. Zelo, ne? Se pravi, imamo to oranžno, imaš belino. Tretja barva, ki pa prihaja, ki bo pa tvoja absolutno top, je pa črna. Črna je pa v tem primeru stabilnost. To sem te hotel vprašati. Ne, to je stabilnost, to ne pomeni, da si obrnen v sebe. Pa. To je neka stabilnost, ki ti jo rabiš, da boš potem to oranžno razvil v rdečo. Poslušaj, mi smo zdaj, po mojem bi ti lahko bil en tak barvni terapevt zdaj v tem. Ne, vse to je, veš kaj sem to, te zadeve se da zelo fajn preštudirati, sem tam mora biti pa res 1 na 1, to je zelo intimna stvar, lahko to enkrat naredimo, sam dejansko bom samo s to osebo delal
mora biti zelo, zelo temno, ker v temi se več vidi kot na svetlobi, veš. In to je zelo... V temi se več vidi kot na svetlobi. To se treba zapamtiti. Res, veš, ker v temi opaziš najmanjšo lučko, ki sveti v temi. V svetlobi najmanjše svečke nikoli ne vidiš. In tista mehna svečka, ki jo vidiš v svetlobi, ki jo takrat vidiš in prideš bližje nje. Vse to je zelo logično. Mislim pa, modrec. Ja, mislim. Ja, ampak ne, modrec ne maram modrec. Kjerokoli drugo barvo. Slišim, tvoj otrok se sliši? Ja, Jajša naša. Ja. Pridi. Pet, Ajša, pet. Pet se pokazati. Ja, ti še kaj povedala. No, to je pa Ajša naša, a ne? Ajša, pozdravi, reci papa, živijo. Ja. Se res pogovarja. Ajša, boš tukaj? Ne, pedi tukaj. Črno-bela. Ne bova šla zdaj v to. Pedi hop, pedi hop tukaj, pedi hop. Prostorčka lepo? Prostorčka. Ok, to je to. Dobar je. Prostorčka. Zdaj pa bi jaz rada še nekaj vprašala, ki vem, da imaš eno, jaz sem se namreč, midva smo se eno jutro, ker smo seveda snemali na madžarskem hotelu, smo bili, imeli smo naprimer prvi sklop snemanja za Savo in smo imeli zabavo, se spomniš, in smo se pogovarjali dolgo noč, zabavali in midva sem imela sobo eden zraven drugega in je preden sva šla spat ob 4 zjutraj, mene je Mačo povabil v sobo in je rekel, pridi pogledat moje čeveljčke. Na kar je, seveda, ob 4 zjutraj človek malo drugače razpoložen, ne? In jaz zagledam takole, take čeveljčke, take copatke in tako. Na kar si imel predavanje, se spomniš, za vsake čeveljčke, vzel jih je v roko, ampak to so moški čevlji, mislim, ne vem, imaš ti kje to slikano, kje se lažejo te čevlje? Imam neke fotke, ja, imam. Mislim, da se vidijo, a ti še delaš čevlje? Ne. Ti si delal cele kolekcije za Ja, jaz sem za peko delal dosti kolekcij, nekaj let, ja. In takrat smo dejansko prišli do neke meje, da so nas tujci zelo hitro opazili, ne. Ker računi, ko sem jaz prišel v peko, so bili klasični čevlji moški recimo 50 €. Ko sem jaz začel, so bile takoj 300-400 in so takoj šle. Prva moja moška kolekcija se je razprodala v, ne vem, 3 tednih. Tok so bili, takrat je bil nek manko nekih res odšpičenih čevljev. Zdaj recimo misliš, da so recimo taki? Kaj? Da zdaj so taki odpičeni čevlji? No, zunaj, ja, sigurno, ja, seveda se dobi, ne. Moda je umetnost, ne. Ne, ja, ampak povej to zgodbo naprej potem. No, ti povej. No, skratka, no in potem sva midva, to je neka moja profesionalna deformacija, recimo, ne. Jaz, na primer, sem tudi med drugim delno v protokolu delal, se pravi, vem, kdaj mora biti kaj, kako mora biti kdo oblečen, po kateri uri ženske več ne morajo nositi ure na roki in tako naprej, ne. To je relativno kar dolg spisek, ne. In potem sem mislil, dobro, takrat sem bila v nekem razpoloženju, ki karkoli sva govorila, sem umirala od smeha, ne. Ampak takrat sem jih hotel tisto noč, jutro. Ampak brez kakšnih substanc. Ja, ne, jaz nikoli. Čeprav zgleda včasih tako zadev, da... Ampak ne, nikoli, ja. Nikoli. No in pa sem mi razložil, da pač določena barva čevljev se nosi do neke ure, ne, potem po 11 zjutraj neka barva in tako naprej. In ona se je to kržala, ne, non-stop, da pol se mi drugi dan vprašal, katera barva po 11. Ja, mislim, on to ob 11, da ob 4, ob 6 gre s temi čeveljčki, mislim, to je bilo, to je cela, ti bi moral knjigo napisati o tem. Slikane med te čevlje in potem, naprimer, vsak ima svojo zgodbo. Tako si ti meni prepodval, zato sem se jaz tako zabavala, ne? Ne, saj potem je bila fora, ne, potem drugi dan, ko smo snemali, ko sem imel neke čevlje, znala tako je rekla, sama ni malo zgodaj. Ampak se mi je rekel, čak sem malo, daj zvečer, pa v redu. Ne, tako da je bilo zabavno, res. Takrat smo se res spoznali v neki, mislim, res smo, ena stvar moraš pa zelo upoštevati, ne. Mi smo bili zelo izolirani. Ja. Se pravi, ko je družba izolirana,
ne, si se primoran družiti. Tudi to moramo imeti v zakupu, ne, realno gledano. Ne. Ja. Ker če bi bilo to brez korone in to, bi mogoče se manj družili, ker bi rekli, zganke, pa se vidimo jutri na oddaji, pa to. Sem ravno zaradi tega, ker smo se tako družili, da je tako dobra. Ja, pa vi ste bili takrat v obdobju, ki je bila tle Vi ste najhujša imeli korona, tle ki je bil čisto lockdown, vse vi zaprto. ste Tle se je lahko bilo, družili. če si dan sam še kruh, si dobil tle, Ja. pa Ja. nič drugega. Mi pa tam, sicer maskem, pa vse trgovine odprte. Ja, ja, ja. Spomnite, si pošiljali nam fotke, ki smo mi, pa nekaj delamo, pa res smo, pa zvečer isto jam 2 zjutraj klicati z Marlencem, pa tako ne. Ja, Tako da ste ja. se imeli, to- Ja. Se pravi, da letos, ko sem bila z mamo- Empero, z Empera Empero, je delala make-up, ne? Ja, se letos, ko sem bila z mami, je skakala tam kot zajček, kot 15 let, za 5 let, tle sem bila pa zgačata, tle sem, što je pa Kitajska, jaz ga poznam, veš. Ja. Ti si tudi šel takrat, se nikoli ne pozabila Budimpešti, je on najdel second hand trgovine, se spomniš? To mi je tudi všeč. Kaj misliš o second hand modi oziroma kaj nasploh misliš o modi? No, tako, jaz, na primer, kakor delam v modi, ne, če tako gledaš, jaz nikoli nisem spremljal trendov v življenju. Ne. Ker to se mi zdi slepo, trende spremljati se mi zdi, mislim, skrajno neumno po eni strani. Ne. Ker ti, če hočeš si ustvariti nek svoj stil, ne, potem trendov ne smeš gledati. Ker naprimer, če je v trendu neka barva, ki tebi a priori ne paše, pa je to neumnost. Ja, a ne. ja. Zdaj, ker si rekla o trajnostni modi, jaz vsekakor podpiram to. Naprimer, jaz zelo veliko stvari kupim v second hand, vintage, v kakršnih koli že v tem stilu. Se spomnim, ki si Nini, kakšne lepe oblike si kupoval v second handu, a ne? Ja. In to so, tudi tebi sem kupil eno. Tudi meni, ja. In to modro. Modro, svetlečo modro. Jo imam, čakam, kdaj jo bom imela. No. In trajnostna moda je edina stvar, da se lahko nekako rešimo iz te svinjarije, ki jih delamo, ne, na svetu. Se pravi, jaz se ne veličam nekega rekelca in ga dam v to trgovino in ga naj prodajo. Nekdo mu bo zelo všeč in ga bo vzel, kupil in ga nosil naprej. In jaz imam še danes kakšen rekelc, ki je 40 let Ja. in je fantastičen. Ne? Te lahko vprašam, kaj vas se pa zdaj zgodi s temi, ali jih lahko menimo, te trgovine, ki jih imaš pa poceni obleke, ne, poceni robo, kaj čez 40 let pa ne bo več vintage shopov pa second handov. A ja, lahko mi vse tukaj govorimo, nisem ne? zdajle razumel. Ampak, Ne, da bi recimo a veš, Zara, tele Fine, velike korporacije, A ja, ki te ja, poceni ja, obleke. Ja. Ja. Bo bolj težko vintage, ja? Ali kva? Ne, mislim, vsaka Kaj? stvar bo enkrat vintage. Ne? Ja. Čez Ne, toliko se nekaj let, kvalitete, čez to se bo toliko razpadlo, let je ne. vsaka stvar vintage, Ja. ne? To je logično. Ne? Ampak zdaj, trajnostna moda pomeni dve stvari lahko. Ali to, da kupiš neko stvar, ki je bila že nošena in jo nosiš naprej. Druga stvar je to, da kupiš eno stvar in jo predelaš, mogoče zašiješ kakšno stvar, to se zelo veliko po svetu dogaja, in jo potem predelano nosiš naprej. Ker je še fajn, da ti neko svojo dušo daš v nek star predmet, v nek star kos oblačila in ga potem porabiš naprej. Druga trajnostni način mode je pa to, da si daš obleko začeti po meri. Ne? Ker tam bo samo za tebe delana obleka, ne bo teh oblek narejenih 5000. Ne? In ko se boš ti eno obleko po meri naredil, jo boš absolutno zelo spoštoval, zelo jo boš čuval in jo boš imel dosti let. Ne? Se pravi, dve poti so za trajnostno Zdaj sem modo. dobila idejo, poslušaj. Ti imaš pa ja tlele, če se boš ti kdaj poročil, kako bi ti njega oblekel, a za Veš, poroko? kako moja mama zaupa v mojo ljubezen, če se boš kdaj poročal. Ne, ko se boš poročil, sem rekla, ne? Absolutno. Samo ti Že zažmiril. Ženim bi, kakšnega ženim? Se ne mogo večkrat gače poročiti. Ne, če so čeločeni panike, bo še enkrat naredila. Ne, ampak sem videla, pogled si že tako. Ja, to je pa, veš, to je pa to, ker preveč skeniram stvari, ne. Kar ni fajn, ne, včasih. Zakaj? Ne, veš kaj, je tako, jaz sem včasih, ko sem bil mlajši, sem imel to profesionalno deformacijo zelo močno, ne, ker sem hotel vsakega malo popraviti.
kdo sem jaz poklican, da bom jaz tebe popravljal obrež, da ti to želiš. Razumeš? Ne? Jaz se nikoli ne spuščam v ljudi, če ne izrazijo neke želje, da želijo neke stvari, ki bi jim lahko jaz pri tem pomagal. A veš, jaz se držim enega načela, ki mogoče si ga slišala, nikoli ne delaj drugemu to, kar ne želiš, da nekdo drugi dela tebi. To je moj, to je tudi moj. Na tega In jaz to je, mislim, in to je, ti si malo čudno pogledal, mamo zdaj. Kako, kaj? Okay, Ne, ključek, veš. Ja. Ne, a veš, in to je dejansko, ker ti moraš biti spoštljiv do drugih. Ko si spoštljiv do drugih, so drugi spoštljivi do tebe. Če bi nekdo v začetku takoj nespoštljiv do tebe, jaz ne morem do tazga človeka, prvič ga ne morem sprejeti nikoli, ker noben nima pravice mene obsojati, če me ne pozna, ali mi karkoli govoriti, če me ne pozna. Ne? In tak človek je meni adakta. Ne? Ker toliko ljudi, kot imam jaz dobrih okrog sebe, jaz dejansko se ne bom zdaj grebal, da bom imel še nekoga, po vsaki ceni dobil nekoga, če že a priori bil proti meni. Sam to ni zdaj, da bi sovražil ljudi, daleč od tega, ne? Keč je v tem, da včasih je dosti, da imaš 5-6 ljudi okrog sebe in to kvalitetnih. Ne? So pa te mlajše generacije, ki si iz petnih žil želijo, da bi imeli milijon nekih frendov in frendic in kako to skup žurajo in to je 99% fejka. Ja. Biti prijatelj z nekom, ga ne moreš vprašati, joj, a če to ali če mono, pokličeš ga, puf in to je to. Mislim, to ni. Ti, če imaš res prijatelja, ne boš pogledal na uro, koliko je ura, a ga boš poklical. Mislim, da to... Ja. Se tudi pri nas doma so že bile ideje, da naprimer, jaz sem bila vedno tako, se veš, imeli smo generacije, za meni se na to, da prideš na obisk, ne rabiš najaviti. Ne? Če sem doma, če ne, pa ne. Zdaj sem pa vidim, da že pri nas doma so ideje, se je treba prej najaviti. Mene to čist čuda. To sem pa jaz zdaj ponosen, jaz imam pa tega best frienda, ker sem ti rekel, da mi je isto rekel, kakor ti, pa se ne poznam in tudi ne pobižem tako. Je pa to sem opazil. Ono je pa zadnji vrata skozi odprta od balkona in jaz petek in svetek zjutraj ali pa začeli lahko pridem čez tiste vrata. In v tistem momentu se jaz počutam, tukaj si rekel, lahko bi jih imel 100. Imel sem jih 100. Pa ni noben bil pol toliko vreden, kot je to, da jaz lahko samo je feeling tak, da lahko odpreš, kadar češ vrata. Ja, ker veš kaj, energija, ki jo ti čutiš ob človeku, jo začutiš takoj. Če se trudiš, da boš enkrat pa le začutil energijo, si na zelo napačni poti. To pa mlada generacija zelo dela. Ne? In zato, ker se pač želijo imeti, da imajo dosti prijateljev, da so zelo priljubljeni, da so zelo znani, ampak vse te zadeve je treba narediti drugače. Ti moraš imeti en razlog za to. Ljudje morajo dobiti razlog, da tebe spoznajo, ne ti njih. A ne? Te zadeve so zelo tako hecne. Ne? Ker jaz sem, mogoče bi zdaj samo eno temo odprl, se mogoče bo tebi zelo všeč in tebi. Jaz sem se dosti stvari navadil na Šrilanki, glede energije. Ne? In to je ena zadeva, ki je bila meni prelomnica v življenju. Ne? Ko sem prvič prišel na Šrilanko, to je bilo 20-25 let nazaj, ne vem točno koliko. Logično greš malo v krog, pa hotel, pa se zakopaš, pa bazen, pa vse, pa blablabla. No in potem sem enkrat, jaz sem zelo rad hodil, se pravi, sem hodil v neko vas, pa sem se malo zgubil, pa sem šel ven, pa nazaj, pa gor, pa dol. In potem sem kar naenkrat srečal enega gospoda, ki je bil star, ne vem, 90 let, ne vem, še danes ne vem, koliko je bil star, ki je sedel tam na enem kamnu in jaz sem rekel, da bom se zraven usedel, pa prižgal cigaret, pa njemu sem ponudil cigaret. Jaz takrat cingarsko nisem znal ene same besede, mislim se tudi zdaj, sem marsikaj pozabil, ampak in sem nekako začela komunicirati na vse možne človeške, živalske ali kakršnekoli načine že. In ko sem midva začela komunicirati, vem, da je bila ura točno 3 popoldan. To sem se zapomnil. In potem naslednje moje zaznavanje ure sem pogledal, je bilo pa 10 zjutraj. In vmes mi manjka še danes, kaj je pravzaprav bilo, ker midva se v bistvu nista razumela skoraj nič.
vem pa, da so skozi komunicirala. In od tistega dneva naprej sem jaz začel ljudi videti globje kot samo fasado. In on mi je odprl neke čakre, kakorkoli že temu lahko rečemo, da sem začel zadeve videti globje, drugače in od takrat se nisem poslovno nikoli zeznil za eno samo pogodbo že zadnjih 25 let. Meni se je dostikrat zgodilo, da sem bil že podpisal neke pogodbe, kakorkoli, in mi je nekaj dalo v sebi, to pač nekaj ne bo v redu in dejansko to nisem naredil in potem je nekdo drug delal to namesto mene in me je klical, ni v redu, ne plačajo to. In nikoli se nisem zeznil v življenju. Ne. Zdaj, ko si to prepodoval, veš, kaj sem se spomnil, mislim, tako se tebe zdaj tako videla še drugače. Ti imaš eno tako hodo, tako ponosno, tako vedno hodaš res kot en gospod, veš, kot, ne vem, tako prav prisoten si pa tako. Jaz sem pa videla, pa jaz tudi čutim to v tebi, jaz sem pa videla, kako si ti v bistvu od znotraj ranljiv. Kako globok, ker vem, da smo tudi, veš, ko smo snemali, pa so te kaj rekli, to moraš drugače narediti. Jaz sem videla, kako si ti to resno vzel. Se pravi, tvoj videz je, kada si ti najbolj samozavesten človek na svetu, v resnici pa vznotraj zelo ranljiv, ne, zelo občutljiv. Ja, mislim, jaz sem sicer samozavesten človek, ampak imam pa izredno močno empatijo in do drugih. Konec koncev si ti ne moreš privoščiti, da delaš svoj posel kot ga jaz, da si nek robot, emocionalen, recimo temu tako, ne. Jaz sem zelo občutljiva duša, sigurno, ne. In mene marsikaj mi lahko spravi v nek slabo počutje z neko besedo, ki ni pomembna in ki ni na mestu, ne. In jaz nikakor ne morem, jaz sem sicer po horoskopu rak. Rak, zdaj pa je že bolj razumel. Kar je, ampak sem pa po ascendentu lev. O, kakšna kombinacija. Se pravi, jaz takrat, ko ustvarjam, je absolutno samo 100% rak pri meni prisoten, ne. Samo, ko pa jaz pridem na oder, so pa 3 levi skupaj, če je treba, ne. Ampak ja, sigurno, jaz sem, marsikdo misli zame, da sem nedostopen, da sem, sorry izrazil, zajeban, da sem ohol, da sem hohštaplar. Izgledaš kot človek, ki ve, kaj hoče. Od prvič, ko sem te videl po ulici, po mestu hoditi, točno to sem si rekel, ta človek ve, kaj hoče. Ja, mislim, vem, kaj hočem, samo, a veš, jaz nisem človek, ki sem, ne vem, snob, a veš, čeprav ljudje mislijo, da sem, ne. In potem mislijo, ta se samo oblača, ima vsaj po 5-6 ur gor, pa to neumnost čista. Jaz sem lahko oblečen za 40 €, pa zgledam fantastično. To povej, prosim, kako to zgledati, ne, to je. Mislim, to je, jaz sem zadnjič takrat, ko sem bili, no, jaz sem kupil v second hand shopu en rekelc, ki je bil 4,5 €, hlače so bile 1,60 €, ne? Ja. Pa sem bil sicer svoje čevlje, ko so bile malo več, ampak nija vedeti, ampak v glavnem. In ko sem jaz prišel na večerjo, wow. To je to. Biti lepo oblečen ni nikoli povezano z denarjem. Imeti stil ni nikoli povezano z denarjem. Ne? Ker nekdo, ki kupi en pulover, ki mu ne paše, lahko kupi unga zraven, ki je boljši za isti denar. Ne? Tako da, ne, ker to me je enkrat ena novinarka napadla. Kao, ok, ti lahko si lepo oblečen, ker pač imaš denar in si lahko privoščiš Armanija za 5 €. Sem rekel, zdaj pa se malo v ozadju usedi, zdaj boš pa pogledala, kaj sem oblečen, pa koliko kaj stane. Ja. No, pa je bilo pa nikoli več takega vprašanja. Ja. In enkrat sem bil celo, so me malo kritizirali, da kako lahko rečem, da je dosti procentov Slovencev slabo oblečeni in potem z pod komentarjem, ljudje si pač ne morejo kupiti, jaz vem, da si ne morejo kupiti. Samo stvar izbire, ali boš kupil to zadevo za 5 €, ali pa ta, ki je boljša zate, za isti denar. Se pravi, imeti stil ni izgovor denar, nikoli ni bil in nikoli ne bo.
Hvala ti za to, res hvala. Ne, mislim, to je dejstvo. Ne? In to ne maram, da mi kdo napade, kaj si ti greš, ti si lahko to prvoščeš, ne vem, karkoli. Nima to veze z denarjem. Nikakršne veze. Vsak, mislim, če grem jaz lahko v second hand shop, ki mi potem ljudje po stran gledajo, zakaj pa ta človek tle dela. Prvič, mislim, to je bizarno. Drugič, jaz z veseljem to kupujem, ker resnično podpiram to gibanje, da se ne kupuje preveč novih stvari, da se ne proizvaja dosti novih stvari. Jaz imam sicer dosti stvari v omarah. Mi imamo toliko, koliko to ne bom, ker to ni znorela glikar. Na Madžarskem si rekel še eno omaro, ravaš, a ne? Ja. Jaz sem takrat Nini prinesel, koliko, enih 20 oblek, ja, tam nekje. Ampak mi je bila vsaka všeč, da ne bolj, ne? In potem, ko sem, to je zdaj zelo intimno, ampak bom povedal, pridem jaz domov in tako Nina pogleda, koliko enih teh vreč in vse. Veš, kaj je rekla? Bom raj tiho. Ne? In je bila tudi tiho do doma. Ne? Ja. Ampak, no pa je tako hitro, vse skupaj nesem nekam kao, ne? No, da je pokaži zdaj, kaj skupaj ajde. In potem mi pa tako, ti sem mi popestril večer, ker je umrla, na koncu je umrla od smeha. Si mi pa po eno oblek, to sem nosil. Poglej, kaj pa tale mogoče. Zakaj nisem bila zraven? Ampak, vse obleke so bile v nulo prav, mislim, ena ni bila ne manjša, ne prevelika, ne predolga, ne prekratka. V nula, ker to kagon masa pa pač imam, karkoli. Je pa na koncu rekel, no, si fajn kupil, samo mogoče si številčno pretiraval. Daj mi povej, kako lahko, mislim, jaz vem, da to je vprašanje za $1 milijon, ne? Ampak kako človek lahko, mislim, kaj je pot do tega, da najdeš ta svoj stil? Pot je to, da ne smeš... Ja, verjetno je, ne, nek stil. Ti imaš kavbojke, jaz imam naprimer, mojega ne bi verjetno moj stil preveč pohvalil, ker meni sem tukaj... Ne, ti imaš osnova v redu. A imam? Ti točno veš, kaj moraš gor nositi, pa kaj dol nositi, to veš sama. Ja. To je že. Lej, enkrat bova šla čez to pa easy. Veš kaj fora? Kaj bo vprašanje? Kako se ustvarjati stil? Ja, kako, kaj bi... Prvič ne smeš biti obremenjen z nobenimi oglasi, z nobenimi trendi, z ničemer, kar ti hočejo utupiti v glavo, da moraš imeti. To je prvi korak. Drugi korak je to, da ti pogledaš, tvoja omara je enormna, tako bajdo več, ljudje ne vejo, pa tudi ne ve, kaj ima noter. Misliš, garderobna soba? Ne, to je garderobni flat, ne soba. Več? In potem pač pogledaš zadeve, kaj imaš doma. To imam rada, pa se pravi, zakaj imam to rada? Zato, ker je enostavno za nositi, ali je zelo komod za nositi, ali zato, ker mi je barva všeč. Ti moraš vsak komad ti vprašati 3 vprašanja. To je poanta, da potem dejansko vidiš, ali to nosiš zaradi tega, da te ne tišči, ne? Ja. Pa da ne boš jaz že eno rumeno barvo od WC-ja prišel, ker to ni bila tema. Ne? Ali nočeš zato, ker ti je všeč, pa ti je malo ozko, pa zaradi tega nočeš? Ali misliš, da ti dejansko ta barva paše? In na ta način deliš selekcijo. Se pravi, une zadeve, ki so ti sam komod, pa so brezvezne, eliminiraš, potem pa sam še med barvo pa krojem se poigraš. In easy, brez rumene barve. Ma pa naš... Malec, naš rumeno režiser. barvo, se pravi, no suh je pa toliko, da bo tudi sred ne rabi. Kaj pa o Slovenkah misliš, smo dobro oblečene? Slovencih nasploh, zakaj se? Ja, ti tebe tudi zanima. Jaz sem enkrat eno izjavo dal za en cajteng, ki je bila seveda blazno komentirana potem, ne? In sem rekel, da vsi Slovenci bi bili najlepši, če bi slekli. Ampak to nima veze. Jaz govorim, da marsikdaj se ljudje zelo trudijo, da bodo ugajali drugim z svojim videzom. Tle je ena največjih napak.
ti se moraš dobro počutiti. Pa še en napotek mogoče. Takrat, ko si down, ko si slabe vole, ko ti ne gre, ko si, ne vem, lahko padeš v depresijo, pa si žalosten, takrat pejdi v omaro in se obleči najlepše, kar lahko in pejdi ven. V sekundi boš boljši. Ne takrat se še slabše obleči, pa zadovnirati, pa iti. Sam nas pa ja. tako, ne? Ja, Ravno ja. takrat je Ja. trenutek, da Ja. na primer si ti greš pred ogledalo, si narediš make-up, se oblečeš v neko večerno obleko in tle narediš eno pasarelo gor pa dol. In je to wow, ne? Ker jaz se držim enega načela, ki je zelo pomemben. To so me naši Lanki naučili, pa ga bom mogoče ravno danes pri tebi povedal prvič. To je 4x5 minut za sebe. In to je ena zadeva, ki je 100% in vsakega spravi v boljšo voljo in so vse te negativne energije iz tebe izčistijo. Kar pomeni 4x5 minut. Vsak človek bi mogel se 5 minut smejati, 5 minut jokati, 5 minut biti v tišini in 5 minut kričati. To so 4 osnovne stvari, ki ti pomagajo pri tem, da si boljši. Za sebe in za druge. Ker daš vse stvari, vse emocije, vse negativne energije ravno na ta način ven iz sebe. 4x5 minut. To si zapomni. Vsak moški, ženska, otrok, karkoli že, 5 minut smejanja, 5 minut jokanja, 5 minut tišine in 5 minut kričanja. In to lahko sam narediš, predno nekdo pride k tebi, vse bo lažje. Jaz sem dosti noči preživel pri menihih v samostanu, v templu, se pravičujem. In kljub temu, da sem imel hotel na 500 metrov, sem z njimi spal na tleh, smo pometali smeti, smo kurili in oni so mi blazno veliko naučili. Ne? Jaz sem pa tam malo učil angleščino, pravilno izgovarjavo, z britanskim akcentom in tako naprej. In oni so me naučili v bistvu vse, kar bi marsikdo moral znati. Ja, hvala ti, kako zdaj nas in nam pa kar na trosu nekih modrosti, pa ne vem, če mislim tako razno. Največji problemi se lahko rešujejo zelo enostavno, če veš, kaj je bistvo problema. Ja, če se sprašuješ pravilna vprašanja. Evo, še tvoj pes pravi ja, si tudi z njo imel šolo. Zdaj pa, kaj pa, na primer, manekenstvo? Zdaj mislim, ti delaš eno tako kariero, ker tudi za Slovenijo ni glih nekaj običajnega. Ti si maneken za starejša leta, ne? Ja, silver grey models. Kako se ti reče? Grey models. Ja. In to sem zdaj v bistvu v 6 agencijah po svetu. Si? Ja, v Južni Afriki, v Koreji, v nemških 2, pa enem na Nizozemskem. In to si daš... In ravno zaradi tega, ker sem tako mal drugačen, s to brado, z dolgimi lasmi in tako naprej, je to nek trend, ki je zdaj zelo in sem kar ti bom pokazal potem, bo šla skozi. Sem kar na first page-ih, pri vseh agencijah. Ja. In ti si... Meni se že počasi ždilati. Kaj, mislim, ti si imel tudi z fanti, pa s puncami, temi bodočimi modeli, pa tako naprej. Kaj je pravzaprav tisto, se veš, to si danes tudi mladi vsi želijo, ne? Se pogledaš Instagram, pa vse to je vse beauty, nekaj, mislim, se spomniš, kako smo se mi, a ti si nas naučil, ali kdo? Ti si nas ne. To je skozi frkam. Ne, to je bilo ono, sem rekel, prvo šesa nazaj. Ja, no, pokaži to, ne pokaži. Šesa nazaj, zožati nos, pa malo usnice naprej, da čak, če mi bo ratal. Ne, prosim, če ti bo ratal. Samo od nas ni nobenega ušes nazaj. Jaz pa vem, kaj misliš. To je to. To je še tale nosti. Tako, ja. Če kadarkoli je bilo treba se slikati, je rekel. Ampak to smo se vse zezali. To ni ben neč resno. Ne, to je bilo blazno zabavno. Ne, mislim, res smo se imeli fajn, no. Ja, ampak kaj bi, na primer, pa mladim rekel,
Kaj je, mislim, kaj je tisti, ki si se srečal res z velikimi? Katerim rata? Ker se lepi so več ali manj vsi, ne? Ali kako? Veš, kako je to? Danes ni več pomembno glih, da si lep. Ja. Moraš biti zanimiv. To je prvi pogoj. Drugi pogoj je to, da imaš srečo, da delaš z enim znanim fotografom ali znanim režiserjem. To je zelo podobno tudi v igralskem poslu, ne, konec koncev. Ja. In da delaš pravilne kampanje oziroma v tvojem primeru predstave. Ja. In če kdo to vidi, pravi ljudje vidijo prave stvari, pravijo, ne? In potem se ti pač nekako kariera obrne. Ne? Ti si lahko pa idealen, se pravi proporcionalno, ne vem kaj, sam če ne delaš prave stvari s pravimi ljudmi, ne narediš skoraj nič. Ne? To može biti on the right place at the right time. Mislim, to je še vedno pravilo, ki ni pravilo. Ni to zdaj nekega recepta, na kakšen način bi se dalo zdaj uspeti. Vse zadeve pridejo same po sebi. Vsi uspehi pridejo zgolj naključno. Vse pri meni. Jaz, ko sem vse zelo velike posle, ko sem delal, so bile na ta način, da me nekdo najde in poklical. Aha. Ti si ljudje, ki pa zelo veliko kličejo in se ponujajo in določene ljudi vozijo na večerje in ne vem še kaj, ponavadi se iz tega ne izcini, ne vem kaj. Vse zadeve pridejo energijsko do tebe ali pa ne. Ne? Se pravi, nekdo, ki se bo res trudil, da ima nek blazen goal, veš, ono v življenju, jaz bom to, pa to, pa to, pa to, pa to. Ja, ker to nas učijo, to zdaj vse učijo. Moraš si želeti, moraš imeti fokus. Ne, ti se lahko želiš, da boš dober v svojem poslu, da boš prosperiral, ampak ne smeš si pa konkretno točko najdeti. Jaz hočem delati za to, pa to firmo čez 2 leti. To ni način. Mislim, po mojih izkušnjah ne. Ja, vse je zanimivo. Ne? Ampak jaz tudi tebe, naprimer, ki si tak estet, nisem videla, da bi katerokoli žensko, naprimer, gledal, da nima idealnega pasu ali pa da bi jo na kile nekam dajal v neke... To nima veze. Nobene veze nima. Ne, okej. Pa se veš, mi se toliko obremenjujemo. Ne, mislim, danes gre vse kampanje grejo v to smer, da se dejansko fotografira. Recimo zdaj je zelo ena znana Američanka, ki dela za spodnje perilo pri svojih 65 letih, pa je visi to, pa ono, pa tretjo. In ljudje so blazno navdušeni. Prvič, ona ve, da lahko, ker se dobro počuti takšna, kot je. In to je poanta vsega. In linija z tem nekim perilom, vem, da je bila razprodana čez noč. Ne? Se pravi, vsak človek kupi nekaj, kar vidi, če se vidi v tem isto. Aha, ja, to pomeni, da se mora... Če vidiš nekoga, ki ima, če ti vidiš neko manekenko, ki ima borih 34 konfekcije v oblekso, boš avtomatsko rekla, ja, to je njej lahko, ki ima tak, ne, a veš, jaz pa ne morem, jim pa lahko nogo daš, a veš, štekaš, ne? Če bi pa ti videla eno bejbo tako, kot si ti, bi kupila ono obleko, tudi če je Jurija, ker bi vedela, da to je za tebe. A me razumeš? In ravno vsi trendi, vse kampanje grejo ravno v to smer. No, vidiš, to pomeni, da v bistvu res lahko pride človek ven, ne? Individualen, takšen, kakšen je. Vsaka stvar mora biti individualna. Zato je to, kar jaz ne maram, konfekcije pa trendov. Ti se moraš ustvariti stil, tako vizualen, kot oseben, notranji stil človeka. To je pomembno. Celosten, ne može biti. Ja. Ti za Nino, Nina ima agencijo, vidva tudi, mislim vse, ne? Ima agencijo? Studio, ja, agencijo nima. Se opravičujem, ne znam povedati. Ampak vidva ima studio, kjer ti, naprimer, sodeluješ s kakšnimi verjetno naročniki, tudi individualno koga oblečeš, namažeš? Ja, se je zgodilo tudi, da naprimer so tudi iz poslovnega sveta, recimo, so osebe, ki prosijo, da jim spremenim stil, pogledam, kako se oblačijo in tako naprej. Ampak ta zadeva je zelo kompleksna, to ni, danes se dobiva, da je to ni, to delajo stilisti, ki so od včeraj.
ti moraš človekom ga dobro spoznati, iti z njim na kavo, vidiš v kakšnem položaju, kaj hoče doseči, kakšno je njegovo delovno mesto in tako naprej. Potem se pa gradi dejansko od noter navzven stil, ne pa obratno. Ne. Kaj pa misliš za to mladino zdaj, te težko imajo zdaj vsi te hlače, oprijete, ki so vsi generični, kaj da bi jih izstrakuo. Jaz sem zdaj nekajkrat opazil, ki jih je šlo 5-6 fantov istih, pa 6 punc zraven identičnih. Kaj se zgodi s tvojo, to je ta Instagram imidž, ki so vsi v bistvu kloni, dobesedno so kloni. In ena ima tak make-up, neka znana ima tak in tak make-up in zdaj ta make-up bo pasal vsem, ja ne bo. Mislim, maska je specifična, vsak obraz je drugačen. No to o tem pove, namreč to pa meni, tudi to imam pa jaz izkušnje, ker zdaj je dosti na hitro priučenih, nimam nič proti temu, da se na hitro naučijo. Ne, dosti kakšen talent se najde vmes. Ampak kljub vsemu vidim pa takoj, če pride nekdo do mojega obraza in ga vidi, se pravi, da me vidi, ali pa da dela tisto, kar se je naučil, ker meni ne more, pri mojih očeh pa pri mojem tem, ne moreš delati vsem iste make-upa. Ti si pa, kaj misliš o tem, ker to sem videla, ti si prav slikar? Zadeve so tako, ti moraš človeka videti in čutiti. In potem lahko ustvariš neko masko ali karkoli že. Zdaj, če to individualno vem, Zvezdana Mlakar kot Zvezdana Mlakar, vem, kaj ti naredim. Če pa Zvezdana Mlakar v tej in tej igri ali v tem filmu, je pa potem druga stvar. A veš, se pravi, če meni režiser reče, ne vem, ona mora biti taka, karakter je tak, ona je ravno kar bila včeraj pijana, ne vem, kaj še vse, potem narediš eno stvar. Če pa ona, je pa ona v svojem filmu, kot Zvezdana, je pa to, se pravi, ti moraš biti sveža in dobro moraš izgledati. To je lahko 10 minut dela ali pa 3 ure, odvisno v katero smer hočeš iti. Te pa jaz rečem, veš, za tole pa zdaj trend ta mesec bova dala pa to šminko. Ja, ne moreš. Jaz pa nisem vedel, da to obstaja, da delajo tako generično. Jaz sem pa res mislil, da vsaka ženska, ki se ravno tako, ko si prej rekel, da si videl, da so bili 5 fantov, 5 punc isto oblečeni, isto je v make-upu. Se pravi, ne vem, ena znana naredi tak make-up, tako obrvi in potem jaz vidim na cesti tako obrvi, ker sem mislil, da je, ne vem, da Fredija Millerja vidim. Mislim, a veš, mislim, to je... A ni bilo en čas ta Kardashian, ker so bile čisto vse isto zgledali. Ja, mislim, to je. In potem, ne vem, večkrat se je zgodilo, da smo nekaj fotkala in je bil pač potreba po nekem zelo natur make-upu, ker pač je pašal koncept. Jaz bi imela pa tako obrvi, ki ima Kim Kardashian, sem rekel, ljubica, si Kim Kardashian? Mislim, what the fuck is wrong with you? Mislim, a veš, to je, ljudje mislijo, da ne bojo izgledali dobro, če ne bojo taki kot drugi. Veš, to je napaka. Meni se pa kot laiku, se mi zdi pa lih to čuden, ajde obleke, hlače, čevlje, pa to, ampak obraz, se mi zdi pa lih to, kar si ti rekel, vsak je tako drugačen, da kako lahko sploh pomisliš, da bi se isto kot nekdo drug. Mi moramo samo to paziti, da, kako bi rekla, mi nikogar ne obsojamo, mi debatiramo. Se pravi, ti zdaj opolnomočiš vsakega izmed nas, ti, ki se spoznaš na make-up, oziroma ki delaš celo življenje z obrazi. Veš, kaj sem proti ničemer. Vsak ne pač fura svoj life. Ampak ti nam govoriš, da ampak hecno pa je, da vidiš 3 punčke dobesedno na cesti, ki so ista šminka, isti make-up, ista frizura, isti styling, vse. Jaz ne vidim poante v tem. Ne vem, jaz se spomnim modo 40, 50, 60, 70 leta, mislim, tu so bile res elegantne stvari, vsaka je imela nek svoj štos, ena je imela klobuček, ena ni imela klobuček, ena je imela visoke pete, ena je imela pentljo tako, ena nima, ena je imela rokavičke do sem, ena do sem. Zdaj me pa tram. Mislim, to je poneumljanje. Ampak nekdo je te mlade ljudi vzgojil? Se niso se rodili takšni. Ne, jaz mislim, da glede imidža se kar mladi ljudje vzgajajo ob Instagramu, sami sebe. Je pa, mislim, veš, moja pokojna mati mi je rekla tako, ti se obleči tako, da se boš ti dobro počutil. In to jaz dolg časa nisem čištekal, kaj je hotela mi s tem povedati. Ampak, se pravi, ona mi v bistvu hotela sporočiti to, da naj ne gledam neke sošolce,
ampak naj gledam sebe v špegel. In to je to, kar moraš delati. Ne? Ker, a veš, te mlajše generacije, pa jaz zelo rad delam z mlajšo generacijo, da ne bojo zdaj narobe razumeli, ne? Ampak te mlajše generacije se več ne gledajo v ogledalo, ampak se gledajo v telefon z filtri. Ja. In oni nimajo percepcije pravilne. Ne? Mislim, jaz vidim, enkrat vem, da sem bil v neki restauraciji in se je ena punca non-stop, sem mislil, da na telefonu ne, ona se je gledala v kamero sama sebe. Da se imaš ten špegel, beba, ne? Pa se pogledaj, kako realno zgledaš. To stik z realnostjo malo zgubljajo. Ne? No, to je tisto, kar mene za konec zanima. Stik z realnostjo, ker zdaj jaz vidim, da tudi filtri, tudi moja generacija uporablja vse posod. Jaz verjamem, če ti, na primer, si maneken ali pa živiš od mode ali pa neke podobe. Mal, da te, ne, nekako se porihta. Ampak kaj je s to realnostjo? Zakaj se mi ne moramo soočiti z realnostjo? Ja, zato ker z realnostjo je počasih težko, ne? Za koga? Ne? A ni? Ti se ne soočaš sam z nekom, z ogledalom. Ja, Ti vidiš sebe kot vse, ne samo zunaj, ti vidiš še na noter probleme. Jaz imam ta problem, recimo. Ne. Jaz sem, ko pride danes, zdaj sem spet prišel v ta element, meni so tudi spet prijatelji rekli, jaz, ko sem bil mulc, sem se bil spomnil, ko sem se kar mi je padel, to sem dol gor in to sem dobro zgledal. Pa se je pa zgodil moment vmes, ko sem dol gor, živčen sem doživel. Ti si začel potem razmišljati o tem. To si pa ti prej rekel, ne razmišljati, ne? Oziroma, to je, ja. Ne, ker pa ti začneš gledati v sebe in vsakič, ko vidiš bolj sebe, vsakič bolj globi greš, ne vidiš samo, vidiš oči, pa se reče, zakaj pa imam take oči, ali pa vidiš podočnjake, zakaj imam podočnjake, nimam rok, zakaj nimam rok in ne vidiš ti samo obleke, ko daš gor, vidiš samega sebe, ne, in s tem se je po moje težko soočiti. Več napak vidiš, ne, kot pa jih samo v ogledalu vidiš, več. In tudi, če dobro razmišljaš, veš tudi, zakaj jih imaš. Ampak če veš, zakaj jih imaš, jih moraš pa popraviti. Spraviti se, popraviti napake je pa težje, kot jih narediti. Ja, no, ampak vse ti drugega ne preostane, ne vem, no. Mislim, če hočeš, potem jih popraviš. Če pa nočeš, pa ne trpi. Pa so tudi napake, če pogledaš to rožo, karkoli pogledaš živega, ima vsaka kakšno napako. A niso ravno napake idealne? Idealne. Ja, recimo, ja. Evo, pa smo mi v bistvu lahko končajmo s tem stavkom, s tem, kako ti rečeš, kvotom? Kvot, ja. Ja, napake so idealne. Ja, točno. Jaz te imam zelo rada. Jaz do tebe. Hvala, se vidimo, kje je tukaj, vidimo v nedeljo čez 14 dni. Naši pogovori, vidite, so odkriti, jasni in marsikaj boste slišali od koga prvič. Oziroma skrivnosti, kako lepe duše smo ljudje, če se le potrudimo pogledati tja, noter in sprejeti vse napake. Čau. Čau, hvala.